Na severu Kitajske so uspešno zaključili testiranje električnega tovornjaka za samooskrbo, ki so ga razvili na domačem trgu. Tovornjak Viličar, opremljen z laserskim radarjem, kamero z visoko ločljivostjo in inteligentnimi računalniškimi sposobnostmi, je uspešno pokazal vožnjo, parkiranje, nakladanje in razkladanje posode ter odzivanje na cestne zastoje. Ob polni obremenitvi lahko vozi 120 km. Tovrstne tovornjake bi radi uvedli v pristanišča, kjer bi znatno zmanjšali stroške. Uspešni preizkus zaznamuje najnovejši napredek Kitajske pri razvijanju samovoznih tovornjakov za pristaniške operacije, kar bo prispevalo k razvoju zelene in visokotehnološke logistike. Ogorčenje protestnikov v Indiji zaradi posilstev 2 mladoletnih oseb narašča. Mnogi so se udeležili pohoda s svečami in transparenti, s katerimi pozivajo, da se mora posilstva ustaviti. Pohoda se je udeležil tudi predsednik indijske glavne kongresne stranke Rahul Gandhi. V enem od primerov naj bi zakonec premierke posilil najstnico. Policija pa je ukrepala šele takrat, ko se je deklica hotela zažgati. Iz Kašmirja pa so objavili podrobnosti o posilstvu 8-letne deklice, ki so jo ugrabili in posilili v templju. Najnovejše razpoložljivo poročilo Nacionalnega urada za kriminalistične podatke kaže, da ima Indija v letu 2016 zabeleženih približno 40 000 posilstev, kar je nedvomno več kot pa leta 2012, v katerem je bilo prijavljenih 25 000. Aktivisti opozarjajo, da je primerov zagotovo še več, saj zaradi stigme mnogo žrtev ne prijavlja zlorabljanj. Ob 70. obletnici ustanovitve Izraela so v 3. krogu tedenskih protestov na meji z Gazo ponovno protesti. Palestinci so zmetali pnevmatike na protestno območje v bližini mesta Gaza in tam položili veliko izraelsko zastavo na tla. Izjavili so, da bodo med demonstracijami tudi požigali, kjer izraelske enote zasedajo položaje vzdolž meje. Izraelska vojska pa je ustrelila že 32 palestinskih demonstrantov, odkar so se mejni spopadi ukrepili. Ti pa naj bi se nadaljevali vse do maja. Izrael meni, da so demonstracije znak prizadevanja Hamasa, islamistične skupine, ki dejansko izvaja nadzor nad Gazo, s čimer bi si rada zagotovila kritje morebitnih napadov čez mejno črto.